No, in to je mogoče prva stvar, ki sem rekel, na tako pesem nekih parodije ne moreš narediti. To je že soft porn. Kdajmo biti iskreni, vsak zdrav fan bi si ga fliknil na to sceno. Jo, barabe. Jaz sem nazaj. Kam sem sploh šel? Ne, hecam se. Imel sem eno tako, če se lahko izrazim, umetniško sušo. To je tista suša, tisti, ki karkoli ustvarjate, veste, da ful bi rad naredil, milijon idej imaš, ampak se nikakor ne lotiš, da to narediš. In to enkrat na toliko pride, ampak to mora priti, ker v tem trenutku razmišljaš, če so te ideje sploh v redu ali ne. In zdaj končno sem dobil dobro idejo in evo video. Tako da prvo bi se rad zahvalil vsem, ki me spremljate, vsem, ki me redno spremljate in za vse oglede in naročnike, ki dobivam, to je noro. Tako da hvala vam, zdaj če bom rekel iskreno iz srca, ne vem, če boste verjeli. Če vas ne bi bilo, za koga bi pa jaz to delal. Ok, gremo danes na bistvo. Danes bom ocenil, reviewal, kakorkoli, v kakršnem koli žargonu se izrazim. Dve pesmi, to sta Nika Zorjan, Bella Ciao in 6ix9ine, Goba. To sta dve taki pesmi, ampak stop, kaj imata enakega Nika Zorjan in 6ix9ine? Napiši v komentar, malo počakam. Roza lase. Oziroma pisane lase. Izbral sem si dve totalni nasproti, Niko in 6ix9ina, tako da bom ocenil nekako na svoj način, malo na humorističen, malo mogoče bom bil oster. Tako da kar začnimo, gremo začeti z našo Niko Zorjan. Vedno, ko karkoli objavim glede Nike, screenshot, videe in se pač delam norca, mi kdorkoli napiše, kaj imaš toliko proti Niki, ti si z njo obseden in tako dalje. Proti Niki iskreno, pa naj mi zdaj pade ta strop na glavo, nimam nič. Verjamem, da je v redu punca, da je v redu oseba, topla, prijazna in tako naprej. Jaz imam proti ljudem, ki so za njo in kaj z njo delajo, ker se pač vidi, da je to totalen vpliv nekoga drugega, ampak otroci tega ne vidijo, oni vidijo samo tisto sliko na YouTubeu, kar je pač mogoče prav, vse otrok, kaj pa ve. Nika ni freelancer, Nika je, bom rekel, moderni sužen, to so artisti, ki pač imajo svojega šefa in če ta šef ne odobri določene stvari, ti ne smeš nič narediti, preden on odobri. Se pravi, če bi Nika hotela posneti pesem 6ix9inom in če gospod šefica ne bi tega odobrila, ona 6ix9inom pesmi ne sme posneti. In če bi posnela, bi kršila pogodbo in tako mogla plačati kazen. Ampak jaz razumem, danes treba preživeti, danes pač vsak služi svoj denar, pač denar pošteno zaslužen, nič ne bom rekel in verjamem, da v redu služi in dokler v redu služiš, zakaj bi od tega šel stran. Čeprav jaz mislim, da svoboda je več kot denar. Kot te stvari vem, imel sem tudi sam priložnost sodelovati z enim od teh ljudi, ki so za Niko, pa sem takoj videl princip, da to ni to in poznam ljudi, ki so delali s temi ljudmi in vsi so mi povedali enako. Tako da bi jaz vse stvari povedal, ki vem. Jaz se jutri ne bi zbudil, ampak dajte si nekaj zapomniti. Če kdaj izvem, da imam kdaj bolezen, ki jo ne morem ozdraviti in imam še malo dni življenja, povem vse. Bella Ciao je pesem, ki je doživela vso svojo slavo zaradi serije Money Heist oziroma La Casa de Papel. Nadie había dado un palo así, ni en Nueva York, ni en Londres. To je Netflixova originalna serija, zelo dobra serija, priporočam, res dobra serija, mislim, da je to ena najbolj gledanih serij trenutno. In če bi mogel reči Game of Thrones ali Casa de Papel, mislim, da bi rekel, da je Casa de Papel na višjem nivoju oziroma boljša. Posnela je parodijo na to pesem. Nimam nič proti parodijam, obožujem parodije, rad imam parodije, parodije so dobre za razumevanje humorja in tako naprej, ampak beseda parodija še ne pomeni, da lahko narediš ti, uporabiš kot izgovor, vse to je parodija. Si predstavljate, da bi jaz naredil pesem parodijo na otroke z Downovim sindromom? Jaz mislim, da bi šel v zapor. Parodija ne sme biti nikoli izgovor, da ti lahko uporabiš, vse je parodija. Tudi parodije imajo meje, pa jaz nisem svetnik. Daleč od tega, tudi jaz imam parodijo na Despacito, kjer omenjam, da bi rad, da se Josip Tito vrne. Tisti, ki mogoče poznajo zgodovino in tako naprej, vejo, da Josip Tito je bil daleč od enega angelčka in tudi tukaj mogoče sem jaz malo pretiraval, s tem, ko sem želel Josip Tita nazaj. Kaj da narediš, če vsi starši okoli tebe govorijo, da Tito je bil bog i batina in da je bilo lijepo? Jaz kot neki v serijam pač priznam, zato pesmi ti ne promoviram več na Facebooku, imam niti na YouTubeu nimam, oziroma nekdo je dal gor. Nema veze. Gremo naprej. Bella Ciao, pesem v originalu, kot sem rekel, se prikaže v seriji, prikaže se v večjih epizodah, kjer glavni vlogi to pesem poeta. Bella ciao, bella ciao. Mattina sono alzato. Bella ciao, ciao, ciao e seppellire la sua montagna. To ni pesem, na katero se žura, pleše, praznuje rojstne dneve in tako naprej. Pesem ima zelo temačno zgodovino. Ta pesem je stara, mislim, da okoli 200 let ali več. Pa gremo zdaj nazaj. Evo nas, v 19. stoletju. Fuck, mikrofone, računalnik so imeli.
V glavnem, pesem se je razvijala oziroma nastajala v 19. stoletju pa vse do sredine 20. stoletja. Prva pesem nastala v severni Italiji na riževih poljih, kjer so večinoma ženske bile sužnje in so delali seveda za minimalno plačilo in negovale, obdelovale ta riž. Bile so do kolen v vodi po 10+ ur na dan. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. In tako je ta pesem nastala. Pesem v originalu govori, če greste pogooglati, da one tukaj stojijo v teh riževih poljih, sklonjene, bolijo jih noge, hrbet, bela čau, bela čau. S tem si predstavljam, da je tisti sužnji lastnik prišel in rekel, o, bela čau, kaj me gledaš, delaj, ne. Govorijo, da jih obdajo komarji, insekti in da z vsako uro, ki je tukaj na tem riževem polju, evo se ježim, z vsako to uro zgubijo svojo mladost. Ta pesem, kot sem tudi prebral, nekako ponazarila njihovo svobodo in s to pesmijo so si ženske krajšale čas in pozabile na to, da morajo garati, da lahko preživijo. Tako da pesem, kot sem vam povedal, ni rožnata, daleč od rožnate situacije, zelo temačna zgodovina, zelo močno sporočilo. No, gremo nekaj let kasneje. V polovico 20. stoletja, v čas druge svetovne vojne, kjer so italijanski partizani spremenili besedilo in je nastala kot nekakšna antifašistična himna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. Pesem govori o tem, da partizan se počuti, da bo umrl, da naj ga prosim peljejo na goro, tam ga naj pokopajo in kjer bo on umrl, bo tam zrasla ena velika roža. Zopet se ježim. Se pravi, zopet globoko besedilo. Pesem je nastala v času boja proti nemškemu okupatorju, opirali so se, kot sem rekel, italijanski partizani proti fašizmu in nacizmu in tako naprej. Borili so se s tem, kar so imeli, to niso imeli nobene bojne opreme, tu pa tam kakšna puška ali pištola in pač kar so doma zagrabili kladive palce. No, oni so se tako upirali proti okupatorju. V tem času je umrlo, meni se zdi, okoli 50.000 ljudi, tako da zopet vse prej kot nekaj lepega. In to so pesmi, ki bom rekel, so mogoče že revolucionarne, ki imajo bogato zgodovino in vse prej kot pozitivno zgodovino. No, in to je mogoče prva stvar, ki sem rekel, na tako pesem nekaj parodije ne moreš narediti, pa še v seriji pove ta glavni igralec, zakaj prepeva to pesem, ker je njegov nono pel proti fašistom in tako naprej. Ampak okej, sem rekel, ajde, okej, oziroma preberem opis, sem rekel, ajde vidim, mogoče bo vsaj opis malo bolj lepše napisali, da bi razumeli. In zasledim ta stavek. Ok, itak me je zanimalo, dam jaz naprej in vidim to. Draga korona, tvoj čas je prišel. Nika, zelo seksi, v seksi kopalkah, v majhnem bazenčku, poliva se z vodo, se boža. To je že soft porn. Kdajmo biti iskreni, vsak zdrav fan bi si ga fliknil na to sceno. In tu sem si rekel, stari moj, ali sem jaz blesal, ali kdo je blesal, kaj ima ta golota, pa skozi cel video je kar razgaljena, pa recimo ta del, kjer kaže svoje lepe prsi, svoje nogice in tako naprej, na pol gola pokrita z brisačo. Super zgledaš, Nika, ampak kaj ima to veze s korono? Kaj ima veze, da si ti na pol gol v bazenčku, soft porn s korono? Ena medicinska sestra, trgovka in kdorkoli v tem trenutku garal, bi mogoče dal vse, da se v tem bazenčku malo ukopa in si reče, o, boli me kurac, jutri pa ne delam. O, cel teden ne delam. To je že eno norčevanje, sploh iz ljudi, ki v tistem času garajo. Ona je urejena od glave do pete, urejeni lasje, urejeni nohti, se pravi za jo žent. Ampak, ok, pustimo to, pač radi smo urejeni. Kaj, še enkrat, kaj ima veze poziranje in izvajanje soft porna s korono in trenutno situacijo? In pol pomisliš tako, zdaj boste rekli, joj, pa se to ne moreš primerjati. Na levi strani imaš ženske, ki so garale, da preživijo, bile so sužnje, delale na riževih poljih. Potem imamo partizane, ki so se borili z motikami, s puškami, z metlami, ne vem kaj vse, umirali na tistih bojiščih in tako naprej. Na desni strani imaš Niko v bazenčku, kjer izvaja erotične scene. Stari, to ne gre skupaj. In o tem pravim, da ne moreš si privoščiti narediti parodijo na vsako stvar. Kot da bi naredil parodijo na pesem Lipa zelenela je, ki je znana, da se to pesem poje na pogrebih, verjetno ne bi bilo okusno. In kot sem rekel, ko pomisliš tukaj ženske partizane in tu na pol golo Niko, si rečeš, fuck, Nika ni kriva niti malo, to so ljudje za njo. In prav, ne vem, pizdarja je to, ko moraš narediti
kar ti pač drugi reče. Vse verjamem, da je bila to njena ideja, ampak bi to lahko malo boljše izpeljali. Vsaj mogoče prikazali eno sceno, kjer si roke umijaš, ali pa eno sceno, da ti povejo, kaj se držati od teh ukrepov. Tako da ta video je skregan s celotno logiko trenutne situacije in sploh glede zgodovine pesmi. Žal, na pesem, na katero so ljudje umirali in trpeli, ti parodije ne moreš narediti. Ok, to je bilo to v Niki. Nika, brez zamere, nimam nič proti tebi, imam proti ljudem, ki so za tabo, ampak kaj čmo? Tam, kjer je denar, tam boš ostal. Gremo naprej, tukaj pa 6ix9ine. Zdaj bo prihajali sveži materijali. In mislim, da hmalo prije tudi, kako posneti pesem kot 6ix9ine. Čau. Jo, kaj bo crkno zdaj.